Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi, spoštovani gostje, en lep pozdrav na današnji okrogli mizi. Organizator mi je določil, oziroma pristal na to, da približno pol ure ali mogoče 5 minut čez predstavljam razmerje v Jugoslaviji in Sloveniji v letu 1989, oziroma okoli leta 1989, med njimi pa tudi nekaj besed o mitingu resnice. Moj referat danes ima naslov Akcija Sever, alias preprečitev prisilnega odhoda slovenskih reformističnih sil in odnos Slovenije in Jugoslavija v letu 1989. Čeprav se svet leta 2019 močno razlikuje od danega leta 1989, se bomo verjetno vsi strinjali, da je bilo leto 1989, torej pred 30 leti, izjemno pomembno za Evropo in tudi za Slovenijo. Med drugim so v Berlinu 9. novembra tega leta podirali več kot 100 km dolg berlinski zid, ki je 29 let ločeval Berlin na vzhodni socialistični in zahodni kapitalistični del Evrope. Ker je bila ta akcija opravljena brez nasilja, še danes berlinski zid ljudje imenujejo simbol svobode. Še ne celoten mesec zatem, istega leta je Slovenija s preprečitvijo vstopa organiziranih prevratniških množic z ostalih delov Jugoslavije, po naši oceni naj bi jih takrat prišlo okoli 15 000, ki so želeli povzročiti množicne narede v Ljubljani v tako imenovanem mitingu resnice, s policijsko akcijo in odločitvijo ministrstva notranje zadeve pa smo gradili slovensko samostojnost, ker smo prepovedali javne shode in javne prireditve na javnih krajih in promet motornih vozil, ki bi vozile protestnike na prepovedane shode. To je bil po moji oceni eden izmed korakov odkritih javnih ukrepov slovenskih reformističnih sil proti vsiljeni politiki kaosa v zamenjavi oblasti v Sloveniji po vzoru in metodah nasilne zamenjave oblasti, pri tem že videne Vojvodini, Kosovu in Črni Gori. Po slovenski prepovedi mitinga so slednji izginili kot nasilna metoda z jugoslovanskega prostora, preprečitev mitinga pa je menila brez nasilja, zato jo tudi sam imenujem kot dejanje slovenskega simbola svobode, ki je bila že na vidiku. Za premagovanje dolgo nepremaknjenih ločnic so bili v teh časih potrebni tudi v Sloveniji politični pogum, vizija in trda odločenost za demokratične procese. Kot nekdanji miličnik, policiste veteran vojne za Slovenijo ter nekdanji načelnik za mejne zadeve in tujcev uprave policije, si imel tudi jaz, tako kot mnogi med vami, ta zgodovinski privilegij, da sem v najbolj turbulentnih časih pred osamosvojitvijo Slovenijo in tudi kasneje soustvarjal in bil priča vsem dogodkom, ki jih bom danes na tej okrogli mizi tudi predstavil. V tem referatu sem si dovolil opisati zgodovinske procese, ki so pripeljali do akcije Sever 1. decembra 1989, znano v javnosti kot preprečitev mitinga Miloševićevih privržencev s tiho in delno odkrito privolitvijo federalnih organov. Cilj mitinga je bil jasen preprečiti Sloveniji razvoj demokratičnih procesov, ki bi lahko dosegli spremembo celotne države, vendar se slovenska preobrazba ni skladala s cilj federalnih inštitucij, ki so težile po unifikaciji celotne Jugoslavije z ohranjanjem dominacije ene politične sile, Zveze komunistov Jugoslavije in ohranjanju državno dirigiranega gospodarstva. Namesto, da bi se napovedane napredne reformistične sile po posameznih republikah skupaj povezale, so slovenske oblasti pustile same, celo več. Slovenija ni dobila nobene podpore, bila je nerazumljena in obtožena kontrarevolucije in rušenja SFRJ. Po uvedbi izrednih razmer na Kosovu, ki jim je Slovenija nasprotovala, in sprejemanju slovenskih ustavnih amandmajev, se je politični pritisk na Slovenijo močno stopnjeval. 2 meseca po sprejetju slovenskih ustavnih amandmajev se je val nasprotovanj hotel preliti z Beograjskega dvorišča v Slovenijo z nameravano prisilno mitingaško zamenjavo slovenskih reformističnih sil, tudi za ceno posredovanja JLA in zveznih organov ter uvedbe izrednih razmer v Sloveniji po kosovskem vzoru ali celo po vzoru nekih drugih časov iz 70-ih let. Danes bom verjetno marsikoga presenetil, ker bom obrnil pogled na akcijo Sever z novega, tako imenovanega alternativnega kota novejše slovenske zgodovine, opisujem pa zgodovinske procese, ki so leto in pol kasneje
pripeljali do prizadevanja Slovenije za ohranitev vsaj konfederalne skupne države, po neuspelih poskusih pa v nadaljevanju do razglasitve samostojne slovenske države. Da bi lahko razumeli moje razmišljanje o vlogi slovenske milice v takratnih turbulentnih časih leta 1989, ki je podprla s policijskimi ukrepi in takratno veljavno slovensko zakonodajo slovenske reformistične sile, lahko trdim, da je bilo treba skrajno paziti, da ne bi s kršitvijo obstoječega pravnega reda dali zveznim organom, predvsem JLA, povoda za oboroženo posredovanje proti Sloveniji. V času razmišljanja in izvedbe preprečitve tako imenovanega mitinga resnice oziroma protibirokratske revolucije v Sloveniji smo morali upoštevati velik razkorak med realnimi političnimi dejstvi v takratni zvezni državi ter obstoječimi pravnimi okviri federacije, ki so politično in pravno že močno razpadali, v Sloveniji pa so se novi pravni okviri povsem na novo že vzpostavljali. S prepovedjo mitinga v Ljubljani je slovenska policija zaščitila slovenske reformistične sile in stopila v bran in podporo politični volji takratnih slovenskih reformističnih oblasti, predsedstva Republike izvršnega sveta, ter zaščitila tudi močno razvito civilno-družbeno gibanje, ki je v tistem času že zauzemalo in tudi izvajalo svobodno izražanje v javnosti in tudi preko slovenskih medijev širilo idejo o reformah, ki so nujne za demokracijo in svobodo izražanja. Lahko rečem, da so bili proti slovenskim reformističnim razmišljanjem in ukrepom v letu 1989 vsi zvezni organi, vse republike in posebno večina jugoslovanskih tiskanih in elektronskih medijev. Prav zaradi razumevanja postopnosti slovenskih reformističnih procesov se moramo vrniti nekoliko nazaj v tem okviru razmišljanja v leto 1985 in se na to procesih delovanja slovenskih organov za notranje zadeve približati 1. decembru 1989 in preprečitvi mitinga centralističnega ograjske klike v Ljubljani, ki jim je v času predtem uspelo 40 pouličnimi mitingi zamenjati politično in upravno oblast, tako v Vojvodini, Kosovu in Črni Gori. Organizacija mitingov je bila samo metoda protiustavnega in nezakonitega odstranjevanja demokratično izvoljenih vodstev posameznih avtonomnih pokrajin in Republike Črne Gore s ciljem centralizacije Jugoslavije z vodilno srbsko vlogo s podporo JLA, ki smo jo večkrat imenovali kot Sedma republika. Nekaj še o notranjih družbenih, političnih in varnostnih okoliščinah v Jugoslaviji. Določila Zvezne ustave s trendom centralizacije Jugoslavije tudi po Zvezni ustavi iz leta 67, 74 in potem 88. Zvezni sekretariat za notranje zadeve je v letih pred inicirano spremembo Zvezne ustave in republiških ustav kljub prenosu nekaterih zveznih pristojnosti na republike leta 67 vedno deloval v smeri velike centralizacije vseh pomembnih funkcij za delovanje države in republikam, v več primerih neupravičeno odrekal decentralizacijske aktivnosti, ki so jih republike upravljali. Tudi po Zvezni ustavi 1974, ki je omogočila formalno decentralizacijo in federalizacijo države, pristojnosti federacije in republik ter avtonomnih pokrajin niso bile jasno razmejene. Ta ustava SFRJ je v prvem razdelku temeljnih načel določala, izhajajoč iz pravice vsakega naroda do samoodločbe, ki vključuje tudi pravico do odcepitve, so se narodi Jugoslaviji in tako dalje. Podobno formulacija je bila tudi slovenska ustava leta 1974. Tudi predlagani ustavni amandmaji za spremembo ustave leta 1987 so odpirali vrata težnjam po unitaristični federaciji, ki hoče imeti oblast nad republikami, ki jim ne priznava pravic, da sami skrbijo za svoj razvoj in razvijo politiko v smeri poenotenja vseh oblik in področij življenja, od šolstva in delovanja družbenih organizacij in društev, zakonodajnih rešitev ne glede na razliko v razvitosti posameznih republik, namesto da bi republikam omogočili maksimalno samostojnost v federalni Jugoslaviji. JLA in Zveza komunistov Jugoslavije teh sprememb nikoli nista resno sprejela. Skratka, ta zadnja ustava iz leta 1988 je bila kompromisna in nekonsistentna, čeprav je dejala nekaj več pravic republikam, snovalci te ustave pa so bili prepričani, da bo razredni interes vedno dominiral nad nacionalnim.
Poleg tega so se leta 1986 začeli pritiski Zveznega sekretariata za notranje zadeve na Republiške sekretariate za notranje zadeve po uvedbi enotnih uniform in simbolov takratne milice v celotni državi, katerim so se predstavniki Republiškega sekretariata za notranje zadeve Slovenije odločno uprli in niso želeli odstraniti simbola Triglava z uniform slovenske milice, ki ga nosimo še danes. V letu 1987 smo doživeli velike pritiske za poenotenje informacijskega sistema organa za notranje zadeve ter zahtevami za popolnitev slovenskimi kadri novo ustanovljene Zvezne brigade za varovanje PKP v Beogradu. Zdaj se bom stavil še nekaj na federalnih pritiskih na Slovenijo in njene državne meje s sosednjimi državami. Že od začetka leta 1980 se je slovenska milica soočala z različnimi zahtevami Zveznega sekretariata za notranje zadeve in Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo po prevzemu vse večjih pristojnosti na državni meji Slovenije z Italijo, Avstrijo in Madžarsko in razširitvijo mejnega pasu, kjer je bilo gibanje in nastanitev strogo omejeno in kontrolirano z izdajo posebnih dovoljenj. Kot sem že podrobneje opisal v svoji knjigi Slovenija in njene meje, so zahteve Zveznega sekretariata za notranje zadeve in Zveznega sekretariata za ljudsko obrambo po spremembi mejnega režima in širitve mejnega pasu v cilju večje pristojnosti zveznih organov kulminirale, ko je Zvezni sekretariat za notranje zadeve prevzel general Julija Gračanin, ki je zahteve za SLO in za HDZ praktično poistovetil. Razširiti mejni pas, kjer je gibanje strogo omejeno izven naselja 100 na 1000 metrov, v primeru izrednih razmer pa celo iz 5 na 10 km. V letu 1989 spomladi je bilo več posvetov za spremembo zvezne zakonodaje na državni meji tudi v Zveznem sekretariatu za notranje zadeve v Beogradu s temi zahtevami. Slovenski strokovnjaki z oddelka za mejne zadeve in tujce smo vedno argumentirali nasprotovanje načrtovanim ukrepom zapiranja državne meje in razpravljali, da naj zasledujemo trende, ki so se dogajali okoli slovenskih sosednjih meja in trende v Evropski gospodarski skupnosti, medtem ko podpore drugih republik nismo nikoli imeli. V času 80-ih let policijsko sodelovanje med državami doživelo velike spremembe tako na državnih mejah Zahodne Evrope, kot tudi širše. Velik korak naprej je bila sklenitev Schengenskega sporazuma leta 1985, ki je 5 let zatem postal operativen. Sporazum je še v smeri zmanjšanja kontrole na nekaterih zahodnih mejah in popolno opuščanje mejnih kontrol. V letu 1988 je Evropski svet osnoval skupino koordinatorjev za svobodno gibanje oseb, na vidivku so bili že policisti za zvezo, v strokovni javnosti so potekale razprave o ustanovitvi Evropske policije, sosednja Italija pa se je že resno pripravljala, da se priključi šengenskim državam. Strokovnjaki oddelka za mejne zadeve in tujce uprave milice smo imeli redne stike z bavarsko mejno policijo, avstrijsko carinsko službo ter varnostnima direkcijama Koroške in Štajerske ter italijanskimi varnostnimi organi Vilinske krajine, zato so nam bili trendi, ki so vodili evropske odpiranje meja podrobno poznani, zato smo jih vedno zagovarjali, vendar smo v Beogradu vedno naleteli na gluha ušesa, včasih pa smo bili nerazumljeni tudi v Ljubljani. Za nameček pa so v maju 1989 tudi Madžari po Kadarjevem odstopu začeli z odpiranjem svoje močno vojaško zastraženih meja, z odstranjevanjem bodeče žice, mehkega mejnega pasu, alarmnih sistemov in stražnih stolpov. Kako ironično, pod vodstvom Orbana se žična ograja stolpi zopet krepi in pojavlja. V tem obdobju odpiranje evropskih režimov na mejah pa Zvezni sekretariat za notranje zadeve in Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo najbolj intenzivno udari s predlogom o zapiranju državne meje SFRJ s sosednjimi državami, kar je dejansko Slovenijo šokiralo, zato smo tako na politični kot strokovnem področju s koordinirano akcijo doma s protestnim zapiranjem mejnih prehodov, kot tudi v Beogradu v skupščini SFRJ in Zveznem sekretariatu za notranje zadeve dosegli, da je bila sprememba zakona o državni meji v februarju leta 1990 dokončno umaknjena s skupščinske procedure. Dogodki na notranjopolitičnem in varnostnem področju, ki so posredno močno vplivali na dogodke in razloge preprečitve uvoza mitingaštva v Slovenijo, sem razdelil na več sklopov po mojem mišljenju bistvenih. Prvič dogodki na Kosovu leta 1989, ki so se močno odražali tudi v Sloveniji. Čeprav so bili stavkujoči
in konfliktni dogodki na Kosovu, poznani že v začetku 80-ih let, so se obsežnejša nezadovoljstva in obširnejše stavke na Kosovu pojavile ponovno 4. februarja 1989 zaradi srbskega centralizma z napovedano ukinitvijo avtonomije in slabih ekonomskih razmer. Večje stavke je bila organizirana v rudniku Trepča, pridružili so se delavci tekstilne industrije in elektrogospodarstva. Jugoslovanski, predvsem beograjski mediji, so takrat pisali o kontrarevoluciji, ki jo je potrebno ustaviti z izrednimi razmerami in posredovanjem JLA in milice, nasprotno pa so slovenski mediji pisali o podpori stavkajočih. Druga stavka kosovskih rudarjev v Starem trgu oktobra 1989 povzroči kljub slovenskim nasprotovanjem uvedbo izrednih razmer, ki jih je razglasilo predsedstvo SFRJ, ki jih v Sloveniji nismo odobravali. Iz srbskih medijev se je sprožil glas obtožb proti Sloveniji, ki naj bi neupravičeno obtoževala najvišje zvezne organe. Sočasno takšno ukrepanje povzroči upor slovenske politike ob uvedbi izrednih razmer na Kosovu in slovenska skupščina pošlje Zveznemu ustavnemu sodišču zahtevo za ugotovitev ustavnosti izrednih razmer in izdajo tajnih uradnih listov. V tem času pa se pojavi zahteva Zveznega odreda milice, da slovenska enota, ki je bila na Kosovu, kot sestava Zveznega odreda posreduje proti stavkajočim rudarjem 900 metrov pod zemljo. Republiški sekretar Tomaž Erdmann koordinaciji slovenskim poveljnikom slovenske enote milice upokliče domov slovensko enoto. Slovensko javno mnenje je večinsko pozdravilo odločitev sekretarja Tomaža Erdla, ki marca istega leta zmanjša slovenski kontingent milice za polovico z izgovorom, da rabimo kadre zaradi povečanega obsega nalog na slovenski meji. Dokončno je slovenski izvršni svet 1. februarja 1990 preklical sodelovanje slovenske milice v Zveznem odredu milice na Kosovu. Posebno državotvorno je republiški sekretar deloval tudi v času pred akcijo Sever zakonito prepovedjo najavljenega mitinga v Ljubljani 1. decembra 1989. Proti uvedbi izrednih razmer na Kosovu se 27. februarja 1989 izvede množično zborovanje v Cankarjevem domu v Ljubljani z izjavami, da Slovenija zaradi razmer v državi lahko zapusti SFRJ s podpisom peticije, ki jo je podpisalo 500 000 Slovencev. V Srbiji se naslednji dan zgodijo tako imenovane protidemonstracije z obtožbo Slovenije. V srbskih medijih se vrstijo naslovi Separatisti razbijajo Jugoslavijo. To je besednjak, ki ga je JLA uporabljala že v letu 1988. Srbija na to proti Sloveniji uvede gospodarsko vojno in 28. marca sprejme amandmaje k srbski ustavi in odpravi avtonomijo Kosova in Vojvodine ter začne pravno razbijati Jugoslavijo. Norost nadaljnjih ukrepov srbskega vodstva pod pretvezo ohranjanja Jugoslavije je pripeljala Jugoslavijo v krvavo vojno z nepojemljivimi zločini in genocidom. Ker imata Srbija in tudi Kosovo še danes tako imenovano vojno vlado, politike iz nacionalističnih in vojnih časov, se prav zato ne more rešiti tako imenovanega kosovskega vprašanja, kar je velika ovira za normalno pod Srbijo željene evropske integracijske procese, evropski zunanji politiki pa povzroča ta obe državi velik glavobol in ustvarja ta nestabilnost na Zahodnem Balkanu. Kot veste, je Slovenija 5. marca 2008 priznala Kosovo kot neodvisno in suvereno državo. Nekaj besed še o JLA kot sedmi republiki oziroma sili brez pravega nadzora. V JLA so v tem času delovali dve nasprotujoči si struji. Ena je zagovarjala kontinuiteto Titove Jugoslavije s konfederalnim oziroma federalnim značajem, druga struja pa je podpirala srbski centralistični model, nobeno zvezno politično vodstvo pa ni bilo zmožno JLA resno nadzorovati. Dejanje JLA so bile odvisno od razmerja sil in stališč vodilnih generalov. Za Slovenijo so v kontekstu današnje obravnave pomenljivi tudi sklepi JLA, točneje vojaškega sveta 25. marca 1988, torej že leto pred prvim napovedanim mitingom v Ljubljani, na katerem so se pogovarjali, da slovensko vodstvo ne reagira na po njihovem nesprejemljive osamosvojitvene procese, ki so jim pripisovali, tako kot večina zveznih inštitucij, kontrarevolucionarni značaj, čeprav so se ti demokratični procesi v Evropi že začeli odvijati.
JLA pa jih je vede ali ne verjamem ne vede spregledovala. V knjigi nekdanjega obrambnega ministra Branka Mamule Slučaj Jugoslavija je nasledniku Veljku Kadijoviću slednji oči Branko Mamula očital, da bi morala JLA že pred letom 1991 z vojaškim udarom leta 1988 disciplinirati Slovenijo. Predtem pa so spregledali Srbijo z neustavnim spreminjanjem srpske ustave, neustavnim spreminjanjem posebnih ukrepov na Kosovu, opremljeno z aretacijami, smrtnimi žrtvami in demonstracijami in popolno medijsko blokado po dogajanjih na Kosovu. Nekaj okrog boja za samostojnost Slovenije se je resnično začel z ustavnimi amandmaji, kar je ena izmed mojih trdnih tez. V Sloveniji se je resno začelo razpravljati o položaju naše republike nekako v letu 1987, torej neposredno potem, ko je bil dal v javno razpravo osnutek zveznih ustavnih amandmajev Ustave SFRJ, ki jih je sprejel zvezni zbor 29. decembra istega leta. Po ustavnih amandmajih je bilo veliko govora tudi o Zvezni ustavni komisiji ter Republiški ustavni komisiji. Pripombe Slovenije pa so bile največkrat preslišane, razprave pa so se vlekle tudi v letu 1988, ker so se ustavne spremembe sprejemale soglasjem skupščin vseh republik in avtonomnih pokrajin. Stališče Slovenije je bilo nasprotno ostalim in sicer smo predlagali, da se zvezni amandmaji ne smejo sprejemati v paketu, ampak posamično. V Sloveniji pa bi pri tem izvedli referendum o zveznih ustavnih amandmajih, ki ga je zainteresirana javnost tudi pričakovala, kar je v Beogradu naletelo na neodobravanje in napade na Slovenijo. Predlogi v referendumu niso bili soglasni, zato je slovenska skupščina sprejela junija 1988 sklep, da se zveznimi ustavnimi amandmaji položaj Slovenije v federaciji ne spreminja, kar je bilo samo gnili kompromis, čeprav so bila v Sloveniji deljena mnenja. Kmalu pa je Ustavno sodišče Jugoslavije odločalo o posameznih osamosvojitvenih aktih Slovenije. Ko je prišlo v javnost, da želi Republika Slovenija 27. septembra 1989 sprejeti 81 ustavnih amandmajev v Ustavi Republike Slovenije iz leta 1974, so se iz Beograda okrepili različni pritiski v smeri preprečitve sprejetja amandmajev. Predsedstvo SFRJ je določilo 6 spornih amandmajev, nesprejemljivih za bodoči razvoj Jugoslavije, ki naj bi bili v nasprotju z Ustavo SFRJ. Kritizirani so bili zlasti amandmaji, ki govorijo o pravici do samoopredelitve, odcepitve in združitve in amandmaji o gospodarski suverenosti in pristojnosti federacije na ozemlju Slovenije. Sicer pa so bili proti slovenskem amandmaju vsi federalni organi, napovedani pa so bili protesti iz različnih delov Jugoslavije, ki naj bi v Slovenijo prišli izraziti nestrinjanje s slovenskimi političnimi in reformističnimi oblastmi s tako imenovano protibeogradsko revolucijo, ki je bila že preizkušena metoda odstavitve oblasti v Vojvodini, Kosovu in Črni Gori. Najmočnejši orkestriran pritisk na Slovenijo po drugi svetovni vojni je bil izpeljan 25. septembra 1989, ko je predsedstvo SFRJ od skupščine Slovenije ponovno zahtevalo, da je predloži sprejem amandmajev v Ustavi Socialistične republike Slovenije. Podobno analizo proti je pripravil tudi Centralni komitej Zveze komunistov Jugoslavije. Predsednik predsedstva SFRJ Drnovšek je bil 26. septembra na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, podpredsednik Branislav Jović pa je to izkoristil in vodil politično in pravno akcijo v Beogradu. Zahtev na Ustavnem sodišču Jugoslavije o protiustavnosti slovenskih amandmajev, Ustavne komisije Zveznega zbora, Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, ki je imel nočno sejo do jutrnjih ur, in Zveznega zbora, vendar sola akcija Jovića ni uspela. Prvi miting v Sloveniji je bil že načrtovan v prvem mitingaškem valu poleti ali jeseni 1988, vendar bi organizacija zahtevala preveč priprav v času, ko so morali disciplinirati tako imenovana srbska ozemlja. Drugi miting pa je bil najavljen za 25. marec 1989, ki pa ni bil realiziran. Lahko pa povem, da v Sloveniji za ta datum niti ni bilo političnih nasprotovanj. Tretji miting resnice, kot so ga imenovali za 1. decembra 1989 v Ljubljani, željo po kosovskem scenariju je bil, ko že rečeno, in znano strani slovenskega ministrstva za notranje zadeve prepovedan.
Povem še lahko, da smo se pred prepovedjo mitinga obrnili tudi na pomoč hrvaške policije in na sestanku v Ljubljani, ki ga je vodil takratni načelnik uprave policije Leopold Jesenik, ugotovili, da naši sosedi niso bili pripravljeni za ukrepe, ki bi lahko že v Zagrebu selekcionirali prihode mitingašov v Slovenijo. Kmalu zatem smo dobili nalogo, da v strogi tajnosti začnemo pripravljati sistem policijskega varovanja meje sosednjo Hrvaško. Naša daljnovidnost nam je veliko pomagala pri določanju projekta nove državne meje v letu 1991 kot atributa lastne državnosti. Pa poglejmo, kaj bi pomenilo discipliniranje Slovenije z vojaškimi, sigurno pa s političnim zveznim udarom iz Beograda, vkolikor 1. decembra ne bi preprečili mitinga v Ljubljani. Teh primerov še nisem nikjer zasledil, zato jih boste danes verjetno slišali prvič. Po množičnih demonstracijah s sovražnimi parolami in transparenti ter insceniranimi fizičnimi obračuni ter povzročanjem škode, ki bi posledično povzročilo ukrepanje slovenske policije na nasilnimi demonstranti, bi sledili naslednji ukrepi. Izsiljen odstop predsednika izvršnega sveta, skupščine in predsednika predsedstva Republike Slovenije s tako imenovano prostovoljno upokojitvijo. Čiščenje reformističnih kadrov v delujoči zvezi komunistov Slovenije, procesuiranje ministrov, v prvi vrsti ministra za notranje zadeve in pravosodje, procesuiranje glavnih vodij slovenskih reformističnega tiska, obračun z uredniki liberalnih časopisov, intelektualci in liberalno usmerjeni politiki, vse do najnižjih ravni, obračun s pedagoškimi delavci, ki so že propagirali idejo o nevtralnem šolskem sistemu, obračun z univerzitetnimi profesori, ki ne bi smeli objavljati v javnosti in drugi posegi v medijsko svobodo, prisluhi za spremljanje odstavljenih funkcionarjev in vidnih osebnosti, inscenirali sodni procesi zoper kontrarevolucionarje, podobni aferi JBTZ, čeprav je Slovenija imela svoj pravosodni sistem, aretacije tako imenovanih separatistov, tiralice zoper opornike, ki bi Slovenijo takrat zapustili in šli v eksil, zamrznitev bančnih računov slovenskih bank v tujini, karijere tistih v varnostnem sistemu, ki so pripravljali varnostne ukrepe in jih večina tudi danes tukaj sedi, in blokade prihoda mitingašov bi se zareči znašli na slepem tiru ali pa bi končali na cesti. Za obračun s separatističnimi silami v Sloveniji bi seveda uporabili domače politične kadre, naklonjene centralizmu in unitarizmu federalnim in srbskim oblastem tistega časa, ki so bili navajeni upravljati čiste že v obeh avtonomnih pokrajinah in Črni Gori, za vmesno obdobje pa bi prevzeli ključna ministrstva s kadri, zvezdnih ministrstva, posebno ministrstva za notranje zadeve in ministrstva za finance. Po cestni aferi v Sloveniji so disciplinirali slovensko politično vodstvo za nadaljnjih 13 let. Zato sem prepričan, da je bila ta namljiva opcija tako za takratno Zvezo komunistov Jugoslavije in JLA, ki je že nekaj let vrtela mantro o ogroženosti JLA v Sloveniji, zopet aktualna. JLA je samo čakala na oceno Slovenije pred množično reakcijo javnosti zaradi predvidenih aretacij in sodnih procesov pred vojaškim sodiščem. Da slovenska politika in slovenske varnostne sile, to je organi za notranje zadeve, pokažejo ali izrazijo domnevo, da v Sloveniji zaradi predvidenega množičnega odziva ljudi na množične aretacije proti revolucionarnih sil, ki naj bi jih sprožil vojaški tožilec, ne obvladajo varnostnih razmer, da bi lahko posredovali z vojsko, ter skupaj s protireformističnimi politiki vzpostavili vodstvo tako imenovanih zdravih sil. Na to možnosti računal tudi general Svetozar Višnjič iz ljubljanskega armadnega območja, ki je že 26. marca 1988 po sklepu vojaškega sveta in po naročilu načelnika varnostne službe Zveznega sekretariata za ljudsko obranko Branka Mamove, ki je slovenski miliciji in slovenski državni varnosti ponuja pomoč JLA za primer potrebe o predvidenih množičnih demonstracijah v primeru Slovencev in kontrarevolucionarjev. Zadaj se je skrival peklenski načrt, tako imenovane protibirokratske revolucije srbskega tipa in zamenjava slovenskih demokratičnih oblasti. JLA je v tistem času imela vseeno nekaj zadržkov zaradi večnacionalne sestave JLA, dobila pa je tudi nekaj opozorili iz tujine pred mamljivo opcijo posredovanja oziroma vojaškega udara in izvedbo ukrepov v izrednih razmerah. Vkolikor bi se opcija izrednih razmer Slovenije uresničila,
bi vsi demokratični procesi zastali, tako ustanovitev novih strank, referendum, prve strankarske volitve in izvolitev nove slovenske demokratične vlade in bili predstavljeni v negotovo prihodnost. Obstaja pa veliko vprašanje, če Slovenija ne bi nadaljevala z reformami po večji samostojnosti. Čeprav je bila do pomladi 1991 še v igri opcija za konfederalni status znotraj Jugoslavije, kam bi Slovenijo brez nadaljevanja osamosvojitvenih procesov znotraj Jugoslavije umestili v trdno zakolični Evropi po leti 1991 in kdaj bi se nam ponovno ponovila priložnost in verjetnost, da bi lahko zaživeli v samostojni državi. Nekaj še zaključnih misli. Zvezne inštitucije, kot so bile predsedstvo SFRJ, DLA, Ustavno sodišče Jugoslavije, Zvezna ustavna komisija, namesto da bi reagirali na politično, vojaško, policijsko in pravno ter sodno represijo s podrejanjem medijev Srbije na Kosovu, Vojvodini in Črni Gori, je vse svoje protireformistične ukrepe namenila Sloveniji, kar je bila velika zgodovinska napaka, ki je ob obilici nacionalističnih hodih in nerazumne politične ideološke zaslepljenosti vodilo naravnost v razpad Jugoslavije. To se je pokazalo tudi ob vojaškem, policijskem in carinskem posredovanju v Sloveniji 27. junija 1991. Dokončno je bilo namreč ustavnega reda v SFRJ konec že 4. februarja 1989, ko so Srbi spremembo ustave vzeli pokrajinske pristojnosti Vojvodini in Kosovu. V tem referatu bi lahko opisoval še nekatere druge procese, ki so vodili v smeri večje slovenske samostojnosti. Od 57 številke nove revije proti zborovanju v Cankarjevem domu, odstop vlade Branka Mikoliča in tako naprej, kar pa bi preseglo v okviru mojega razmišljanja o pomenu preprečitve mitinga resnice oziroma preprečitve zamenjave slovenskih reformističnih sil, kot sem ga poimenoval v svojem referatu. Urejeni stop Slovenije v skladu z ustavo SFRJ iz leta 1974, ki je že krepila položaj republik in ustavnimi slovenskimi amandmaji sprejetnimi v Sloveniji 27. septembra 1989, bi lahko bil kot zgodovinski eksperiment, v katerem bi pogajalski proces na vseh ravneh pri prvem izstopu ene od enakopravnih republik iz zvezne države moral orati ledino. Primerljivo s sedanjim izstopom Velike Britanije po 50. členu pogodbe Evropske unije, čeprav se jim urejeni stop zaradi jamstev in ponovne kontrole na Severne Irske in Irske, ker režim na zunanji meji EU ne bo mogel biti posebej enak, kot je bil doslej, močno zapleta, kjer so možni različni scenariji. Dejstvo je, da bo Brexit še nekaj let velika tema evropske politike, torej urejen ali kaotičen izstop iz neke skupnosti se tudi danes kljub vsem pravnim jamstvom ne zdi prav enostavno. Namesto urejenega izstopa Slovenije, ki je bila realna politična opcija, je celotna zadeva padla v kaotično in nepregledno perspektivo, ki je v letu 1991 vodila vojno stanje, začenši z odkritim napadom te iste bratske JLA na Republiko Slovenijo s pravno podporo Zveznega izvršnega sveta, ki je 25. junija 1991 z odlokom oblastil Zvezni sekretariat za notranje zadeve in Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo, da nasilno odstrani vse mejne prehode z Republiko Hrvaško, tudi za ceno prelivanja krvi. To namero je JLA popestrila že na slavnostni večer razglasitve slovenske samostojnosti z nizkim preletom letal JLA na Ljubljano. Vojno stanje v SFRJ je 2 leti pred tem, ob 600. obletnici Kosovske bitke 28. junija 1989 napovedal že srbski vožd Milošević, s to oceno pa se je pojavila tudi takratna ameriška CIA. To pa je tema, ki jo bomo obdelali že neprej ob 30-letnice vojaškega, policijskega in carinskega napada na Slovenijo, torej v letu 1991. Po tej in drugih analizah delovanja inštitucij sistemov federacij in republikah ter reševanje varnostnih vprašanj v takratni državi s preprečitvijo mitinga v Ljubljani dobi ukrepanje slovenske politike in takratne organov za notranje zadeve šele pravo dimenzijo in ceno. Iz vsega, kar je sledilo po preprečitvi mitinga v Sloveniji, lahko trdim, da smo imeli na naši poti osamosvojitvenih procesov prav. Na evropskih tleh je po padcu Berlinskega zidu in razpadu Sovjetske zveze, Čehoslovaške ter Jugoslavije nastalo 18 nacionalnih držav, med njimi tudi Slovenija, v kateri živi več kot 270 milijonov prebivalcev.
Na primeru Katalonije lahko vidimo, da tudi v današnjem času veliki centralistični politični sistemi v posameznih evropskih državah preprečujejo pravico narodom do samoodločbe, ki pa je pomembna mednarodno-pravna tema, ki ima jasno evropsko razsežnost, saj so nasprotovanje pravici do samoodločbe v nasprotju s temeljnimi evropskimi vrednotami, kot so demokracija, svoboda izražanja, pravica do javnega zbiranja in pravica do politične participacije. Slovenci smo na svoji koži občutili boj za legitimno pravico odločanja o svoji politični prihodnosti pred 30 leti. Zato je prav, da po teh letih tudi s to okroglo mizo ohranjamo spomin na te dogodke in jih še nadalje raziskujemo, izobražujemo javnost in interpretiramo podrobnosti dogodkov iz leta 1989, posebno tisti, ki smo v njih neposredno sodelovali ali jih celo kreirali. Naše spomine na akcijo Sever moramo negovati in jih ob občasnih napadih tudi znati braniti. Z dolžnim spoštovanjem vsem, ki ste pri tem tako ali drugače sodelovali, se vam zahvaljujem za pozornost in poslušanje.